Novoletne zaobljube so v polnem zamahu in s polno motivacijo se velikokrat lotimo tudi same rekreacije. Ko pa pomislimo na slednjo, velikokrat pomislimo tudi na tek. Vendar pa tek v zimskem obdobju prinaša marsikateri izziv, ki ga v poletnem času nimamo. In to vključuje predvsem te hladne zimske temperature. Zato, da bo tek čim dalj časa trajajoč, da bomo na varni strani, da se ne poškodujemo, da ne zbolimo, imam za vas prištimanih 5 nasvetov, ki se jih resnično splača upoštevati. Prva stvar je samo ogrevanje. Poleti, ko nam je toplo, je tega absolutno manj oziroma ponavadi lahko kar takoj že začnemo s treningom. Po zimi pa zares priporočamo, da njemu namenite mičkeno več časa, vsaj 5-10 minut, da ogrejete glavne, ta velike mišične skupine, se pravi stegna, naredite kakšen počep zraven, hkrati pa si res vzamete čas, da poskrbite tudi za svoje sklepe, gležnje, kolena in z vajami, ki vključujejo gibanje teh delov telesa, zaženete oziroma povišate telesno temperaturo. S tem boste preprečili poškodbe in si omogočili, da bo tek resnično lahko trajajoč dalj časa. Druga stvar, oblačila. Oblačite se po principu čebule, kar pomeni, da ko štartate od doma, ste resnično zadosti oblečeni in potem vse skupaj lahko samo slačite dol. In na to se že lahko navežem s tretjim nasvetom, in sicer izberite traso, kjer se lahko gibate večkrat po isti trasi, se pravi, se premikate gor dol po isti poti, kar pomeni, da ko se slečete, boste tudi imeli na svojem vidiku ta oblačila in vas ne bo skrbelo, da vam bi jih kdo vzel. To so malo bolj tehnične stvari. Kaj pa sama strategija? Velikokrat, ko se odločimo, da se bomo v nekaj spustili, imamo ogromno motivacije, ampak če vaše telo do te točke ni bilo pripravljeno delati kaj veliko ali pa niste kaj veliko tekli, potem boste hitro naleteli na izziv, če boste začeli 5-krat na teden. Bodite pri svojih ciljih realni in dajte telesu zadosti stimulusa, kar pomeni, da trenirate nekje 2-krat na teden. Treningi naj bojo najprej počasni in takšni, da ko se vračate domov, da imate občutek, da bi lahko naredili še kakšen kilometer ali pa še kakšno minuto zraven. Seveda pa ta zimski čas velikokrat namenimo bazičnemu treningu. Bazičen trening pa pomeni, da trening sam poteka na nižjih pulzih, kar pomeni, da se absolutno ne nahajate v rdečih conah, da niste preveč zmatrani, ampak da bi lahko v tem tempu tekli daleč. Hkrati pa to pomeni, da naj bojo te enote mogoče volumsko majčkeno daljše, kakor pa tiste, ki so bolj intenzivne. Torej, če povzamem, kaj vse smo povedali, ogrevanje je bistveno. Se pravi, dajte si vzeti mičkeno več časa, naredite kak dodaten počep, zaokrožite z boki, pazite tudi na svoje sklepe v zapestih. Druga stvar je potem oblačenje po principu čebule. Tretja stvar, trasa, ki naj bo primerna in kar se tiče same razdalje in tega, da imate na vidiku svoje oblačila, mogoče tudi kaj za piti. Četrta stvar, potem sama strategija, kako si postavljate cilje in da greste na ta način ne iz nič na polno, ampak da postopno jačate dolžine. In pa peta stvar, da se držite nižjih pulzov, nižjih obremenitev in s tem jačate svojo bazo, na kateri boste potem gradili samo hitrost in intenziteto. To je za začetek. Upam, da se držite vaših novoletnih zaobljub, da boste lahko z njimi kvalitetno ostali do konca in v naslednjem videu nadaljujemo tudi samimi tekaškimi nasveti.